spomnim se tistega Nehruevega, dežela z 6 državam, 5 verami, 4 jezikom. To je tak lušen pasec bil, pa na koncu pride but one will, z skupno željo. Ja, ravno v taki situaciji se je iskali inovativne rešitve, se ni bilo vzorov. Obratno, mislim, da je ta progresističen duh je zelo razširjen bil v vseh mogočih strokah in sredinah. Se je iskalo nekaj novega, povedati nekaj na nov način ali karkoli. Jugoslavija je bila zanimiv socialni laboratorij, vse je bila utopija. Samo kaj vse je utopija, posebej v urbanizmu? Vsak naš načrt je utopija, ki je delan na časovni horizont 30 let, Sam pa vidiš, če gledaš zdaj 30 let nazaj, da je življenje to samo prineslo, en nov interes, en drugačen pogled. Zdaj se mi je, da sem predestiniran za to, da bom pri Ravnikarju delal, in tudi za ljudi mojega kova oziroma mojega interesa, posebej z ozirom na urbanizem, je bilo nekoga za pričakovati, da bom šel k Ravnikarju. Ena takih stvari je bila aktivizem, rekel politični aktivizem, sem bil tudi predsednik tam mladine en čas in take stvari, in Siam. Deveti Siam v Aix-en-Provencu, kjer so bila z pokojnim Francetom Ivanškom, je bil veliko doživetje. Jaz sem takrat na hitro naredil eno razstavo o ljubljanski šoli za arhitekturo. Na fotografiji se vidi, kako je bilo to narejeno, zložljiva iz takih panojev, pač nekaj mi smo skupaj postavili za rečemo 10 metrov ali malo manj. In so bili različni poudarki iz pedagoškega procesa, vrsta projektov, kaj nas posebej zanima in tako narejen. Tako da smo se nekako kvalificirali, seveda tudi s poprejšnjim zvezam Franceta Ivanška, z ljudmi, ki so pripravljali, ki so se tako kot mi odločili, da bi Siam zamenjali z nekim junior Siamom. In da bi se mi, študentje, takrat organizirali pač na nov način. Čutili smo pa spremembe, ki so v zraku. 5 let po končani drugi svetovni vojni, ekonomske prilike se začnejo malo izboljševati, velik poudarek na stanovanjski gradnji in tako dalje. Se pravi, veliko je bilo teh faktorjev, ki za nas tudi danes predstavljajo eno zanimivo obdobje prehoda v arhitekturi, v mogoče en bolj občutljiv funkcionalizem, najprej seveda velik poudarek na ekonomizaciji, na poceni rešitvah, na industrijskih rešitvah in tako naprej. Da je s Siamom nekaj narobe, smo seveda vsi vedeli. To smo že tisti, ki smo pač sledili tujo literaturo in bili v bolj intimnih stikih s profesorji. Kljub temu, da naši profesori nobeden nikoli ni bil blizu Siama. Zagrebčani so bili, v Zagrebu je bila močna skupina. Drago Ibler smo vedeli, da je vodilni Siamovec. Jaz, ki sem mu mamo Zagrebčanko, sem vedel še kaj več o tem. Predvsem pa tudi o drugem pomembnem arhitektu Corbusierjeve šole, to je Ernestu Weissmanu, ki je bil takrat visok funkcionar Združenih narodov, pravzaprav že zagrebški Jud, ki je pravočasno emigriral in to v Švico in od tam pa naprej, ki pa je bil v študentskih letih prijateljeval krogu, ki mu je tudi moja mama pripadala. Weissman je bil
človek, ki je brez dvoma tudi vplival na to, da je 10. zadnji kongres SIAM-a, ki naj bi pomagal reševati usodo te pomembne, kako bi rekel, revolucionarne organizacije, da je bil v Dubrovniku. Corbusiera v Dubrovniku ni bilo, tudi Gropiusa ni več bilo, oba sta poslala pismo in za oba se je govorilo, da sta pač primadone in da je boljše, da primadone niso prišle, ker bi samo zavlekli proces, recimo temu, modernizacije SIAM-a. Te rešitve ne bi bilo take, kot je bila, če ne bi bilo tistega študentskega emulacijskega rezultata za sosesko v Šiški, s čemer smo v Hagu nastopili, Pibernik pa jaz. Ker tam se začne zelo eksplicitno en poskus revitalizacije ideje ulice kontra nekdanjemu vzkliku Corbusiera, mort à la rue, smrt ulici, ker je ulica bila simbol slabega. Zdaj je prišlo do tega, da je to vendar en famozen, recimo temu, socialno-likovni motiv. In kot sem rekel, ko je do tega prišlo, da se v tej nalogi to rešuje, je ravnokar prinesel knjigo Clarence Perry, Housing for the Machine Age, in Mumfordovo zgodovino mest. Eno je dal Pibetu z La Mumforda in Pibernik naj bi obdelal takrat znano regionalno literaturo in teorijo, meni pa to sosesko. To so dobesedno recepti za projektiranje. To se vidi, da je bilo malo nenavadno, že z teh fotografij prve makete, da je bilo to nekaj, kar je bilo treba izrabiti, ne v slabem imenu, ampak uporabiti kot izhodišče za vodilno idejo organizacije prostora. Ker ti iščeš en čim bolj direktni kontakt med, recimo, centrifugalnostjo in centripetalnostjo enega okolja ali enega dela programa. A je tu nekaj, kar beži ven ali prihaja noter, v koncentracijo. Ulica ima neke značilnosti, to, da je to linearna poteza, ob kateri se neko dejavnost formira, se neki programi nizajo in tako naprej. In to lahko na razne načine izraziš. Več pozornosti moraš posvetiti, drugačno pozornost moraš posvetiti ambientu, kjer so zelo visoki objekti in te megastrukture, kjer je treba tudi najti nekaj, kar govori o ustroju zgradbe. To so te, recimo, poudarjene vertikale s tem kalotam betonskim. To so bile vse nove rešitve, ampak osnova ideje, zahteve je bila pa ta, da pokažeš notranjo komunikacijo tudi na fasadi, da tako rečem. Split je hiter, mogoče bi rekel v nekaterih pogledih prehitro, rastel, razpaslo se je veliko divje gradnje, nastala so ogromna področja teh kvazi enodružinskih hiš, nikoli dokončanih, to govorimo o celem Kaštelanskem zalivu, cel ta prostor, ki gravitira na Splitski polotok. Je pa tudi seveda dejansko utemeljitev skozi številke, če pogledamo. Split 1 pomeni od rimskih časov do konca druge svetovne vojne. Split 2 tistih takrat recimo 20 let ali nekaj od vojne do datuma, so isto število stanovanj, približno isto število stanovanj
In tretjič, bi isto število stanovanj ne zgradili v nadaljnjih 8 letih. In zato Split 3. Split 3 je bil, jaz sem to imenoval, pa tudi poglavje je bilo vedno, ki je novo mesto v mestu, ne. Ker spet ni nič novega. Newtown in Town je ideja, ki so jo mnogi, če so hoteli predstaviti recimo eno organsko rast iz obstoječega, ne, naprej. To je, Angleži so veliko se s tem problemom ukvarjali, ne. Da ne rečem tudi Nordijci. Vse je bilo v to vprežen, maksimalna koordinacija, zelo dobri ljudje v vodstvu, ne, na čelu z Jožetom Vojnovićem. Enostavno ni moglo biti drugače, če so bila vsa 3 velika gradbena združenja, ki so tam bila, oziroma podjetja, z vsem svojim najboljšim štabom vključena direktno v projektno grupo. Nam so zgradili tam 3-4 barake, na tako mestecu v mestecu, ne, in so bili noter ta glavni komunalci splitski, ta glavni cestarji, ne, prometniki in ostalo, in seveda projektanti, ki so bili projektanti teh podjetij. Dobro, tudi Urbanistični zavod Dalmacije, UZD je bil vključen na nek način. Ampak mi smo tudi to idejo, veste, različnih stopenj arhitektonske kontrole tudi zaradi tega reševali, da ti ostaneš, da imaš v roki neko orožje kot oblikovalec, tudi bi rekel kot kritik tega, kaj bo on projektant prinesel. Kaj je zdaj tisto, kar je on prinesel, da si je on zmislil in kako on interpretira urbanistična izhodišča, ki so bila pa vedno napisana in narisana, ne. Tle pride pa do enega koncepta, ki sem ga jaz takrat razvijal, dosti samostojno diversificirane, pa rečemo temu različne, razlikovane stopnje avtorskega dela oziroma orientacije, ne. Kar pomeni, ti nekatere stvari v naselju lahko fiksno predvidiš in jih rešiš, ne, recimo število in obliko stanovanj. Določenih stvari pa ne moreš, ker ne veš, ali bo tam fabrika ali bo bolnica. No, in tako je prišla do ta ideje diferenciacije oblikovalskih pristopov. Je pa osnovno vprašanje zdaj, kako pa vendar zagotoviti, da bo se tisto spoštovalo, ne. Moral bi jaz imenovati imena odličnih projektantov, ki so tle sodelovali, nekateri na začetku bili težki sogovorniki, ker si ti preveč vplival na njegov projekt, ne, ali pa si mu ingerence uradne, ne. No, ampak tle je treba omeniti Frano Gotovca, ki je bil res sjajen projektant, zelo talentiran, tudi sicer zelo dober pisec, dober kritik, je precej pisal, spremljal projekt tudi po tej plati. Potem je bil en arhitekt Radić, tisti, ki ima tiste žaluzije po vseh fasadah, ne, prvoklasen arhitekt tudi, ne. No, glavna mogoče oseba pa še vedno živeči in aktivni Dinko Kovačič, ki ste ga spoznali v Splitu, ne. En tak, bi rekel, človek poezije, ne, on piše projekt ali arhitekturo, kot da bi pisal pesem, ne, to se tako malo sliši, ampak je res, to pri njemu je to iskren, on tako je. Seveda program, kaj bo noter, je bil sestavljen iz tega, kar recimo teorija soseske prinese, ali na kar te opozori in iz česar ti dimenzioniraš glede na število ljudi, ne. Ti imaš neko optimalno velikost šole, kot vemo, ne, imaš neko optimalno velikost vrtca, to razporediš, to spada, bi rekel, rutinsko strokovno delovanje. Težje je z tako zvanim centralnim dejavnostim, funkcijam višjega tipa in tle je recimo bil problem
da je v neposredni bližini glavna bolnica, splitska, da je praktično v tem konceptu noter vključena takrat že zgrajena bolnica mornarice, se pravi vojaška, določeni univerzitetni objekti, no in predvsem turizem. So stvari, ki so, recimo si jih slutil, da bojo tam, ampak ne v tem merilu, pa naenkrat se je skazalo, da gre za ogromne količine zemlje, ki se izkoplje gor zaradi garaž pa vsega, ne. In da bi mi to kar nasipavali, pa pride en inženir njihov, simpatičen naš sodelavec, Vidan, pa pravi, zašto ne bi mi to nasipavali odmah, ne? In so dejansko naredili te dostopne poti in vozili ta material dal, seveda ne kar na pamet, ne, ampak je tukaj so bili tle hidrotehnični inženirji, je bil inštitut Jožef Ščarni iz Beograda, da so te oblike, ki so nastale, mi naredili, jaz sem pol naredil eno skico z ogljem, tudi v velikem merilu, ne, mislim, da 1000 ali več. Te oblike združeval, da so odgovarjali hidrotehničnim kriterijem, kar pomeni seveda delovanje vetra, valov, ne, kako se plaže formirajo in podobno, ne. To je bilo resno strokovno delo, ne. Tudi druge stvari, recimo polihromacija, ne, nekaj, kar je bilo resno narejeno, ne. Imeli recenzenta, Marjan Tršar, pokojni. Je ohranjen tekst, ne, ko podpira in strokovno analizira to naše predloge, kako barvati. In ker je bil to tako velik projekt in ker je bilo toliko novih reči z njim povezanih in ker je v atraktivnem ambientu, so bili obiski kar naprej, ne. Ta knjiga je zelo zanimiva, ne, kjer je not tudi Jane Jacobs, pa je Donald Appleyard, pa je Giancarlo De Carlo, pa vsi, ne, summa cum laude, ne. Torej, Giancarlo De Carlo je prihajal redno s svojimi tistimi slušatelji podiplomci iz Urbina, ne. On je prišel nas obiskat, on je prišel naš projekt gledati in on je prišel gledati projekt, ki je njemu bil blizu, ne, saj če pogledate njegovo arhitekturo, kaj, to so začetki kritičnega regionalizma, ne, nič drugega. Maribor je imel določene predispozicije za eno, kako bi rekel, organiziranje kompleksnega programa za mestno izgradnjo oziroma stanovanjsko in mestno izgradnjo. Sploh predvsem pa se je začutila potreba, da že dolgo ni bilo novelacije urbanističnega načrta in mesta kot celote in da bi ob tej priliki dorekli tudi to, pa neke nove smeri, pa angažirali ljudi, ki pri tem morajo sodelovati ali bi morali sodelovati. In to je pod županom Vitjo Rodetom in ob glavni organizatorki stanovanjske gradnje Lojzki Doltar je nastal en interes tudi pri gradbenih podjetjih, pri Zavodu za urbanizem Maribor, mislim, da je bil takrat direktor Pečenko, Borut pokojni. Različni težki problemi za skoordinirati, vendar potrebni. In kar je pa najvažnejše, pa to, da je ta Maribor v tistem koncu, na desnem bregu, v zaledju desnega brega, ne, to Maribor, kot veste, zelo pomeni, da deli to levi desni breg, ne, en je meščanski, drug je delavsko-kmečki, ne. Da je tle bilo precej divje ali pa ne dobro premišljene gradnje. Nova vas, tako zvana, ne, pa vse do Betnave, do tistega gozdička in tistega gradu ali gradiča.
Ja, Maribor je kljub recimo določenim širšim trendom, ne, je bil še vedno odvisen od prav industrijskega elementa. In oni so takrat, vi ste premladi to vedeli, ampak tam recimo, ne, tam je delal ogromno za vojsko. Za tle in za zunaj, ne. On je bil vezan, kot vemo, na nemške velike firme, kamionske in pa za vojaška vozila. To je bil en razlog, se pravi, da je ta sektor sam produciral potrebo, ne, novih delavcev, novih orientacij. No, pa so bile še nekatere druge dejavnosti. Marles, ne, ta lesarsko podjetje se je močno na široko razvilo. Mi smo v pomanjkanju narisanega ali sprejetega generalnega urbanističnega načrta morali narediti nekaj, kar bi delno vsaj to nadomeščali, se pravi, mi smo morali potegniti trase, med korajžo potegniti trase nekaterih komunikacij, ki enostavno niso bile še pravno sankcionirane, ne. Gre za komunikacijo vzdolž Dravske doline, ne. Gre tako rekoč za ene vrste prometni križ, pač malo drugačen, kot je v Ljubljani. In seveda potem za nekako obvladati, vezati, kar je kvalitetnega v Mariboru, tudi na levem bregu, z določenimi oporišči novega razvoja na desnem bregu, kar pomeni tudi upgrading, jasno, nekaterih študentov, recimo konkretno, ne. Mislim, da je par dobrih rešitev v poskusu plasiranja novih teh manjših sosesk v obstoječe zazidave. To predvsem na kompleksu Nova vas 1, Nova vas 2. To je vzhodni del, ne. Te značilno oblikovane, ne, s tistimi mansardnimi, kvazi mansardnimi. To se je takrat razpaslo ne zaradi volje ali želje enega od projektantov, ampak na lepem se je na trgu to pojavilo. To je bilo podobno kot z nekaterim konstruktivnim sistemi, polmontažnim ali kaj, ne. To je bilo na trgu se pojavilo, bila ugodna cena, izgledalo je malo drugače, ne. In končen efekt seveda ni bil vedno tako dober, zato ker tle pa nismo čisto dobro uspeli s polihromacijskim elaboratom, ne. Smo pa do neke mere uspeli z elaboratom o urbani opremi. To je pa vodila pokojna Lučka Šarc. Z pomočjo nekaterih kolegov iz Maribora. Tako da je se začelo malo te, kako bi rekel, komunalne opreme pojavljati, ki je imela določene oblikovalske ambicije, no. Prišlo do zmešnjave, da se nikoli nismo imeli mi dobrih komunalnih ekonomistov oziroma ekonomistov za ta sektorski in projektni nivo, ne. Je recimo jasno, da moraš imeti, kako bi rekel, ideologijo ekonomije ali pa neke oblike ekonomije izdelana do konca, mi pa to nismo nikoli imeli, ne, ali pa zelo redko. Kdo so zdaj tisti, ki so lahko bili pravi sogovorniki recimo za revolucionaren preobrat v metodologiji urbanističnega oblikovanja? Med ekonomisti ne, še hujše to, da med pravniki nimaš. Šlo je še za nekaj, da je recimo, da se je tistemu, kar se je kazalo na obzorju, da smo tudi mi rekli regionalizem, pa kritični regionalizem, kot kasneje, mnogo kasneje Kenneth Frampton, ne. To je bilo, kako bi rekel, naraven zaključek enega kritičnega odnosa
do modernizma in funkcionalizma, ki nekako v tej povojni situaciji, v iskanju novih poti, mogoče tudi, da se je že takrat močno pojavil nekaj, kar je kasneje prišlo do izraza kot postmodernizem. Se pravi, likovno bogatejše delovanje, oblikovno bolj osveščeno delovanje, ne.